Lep dober dan. Na predstavitvi letošnjih 32 slovenskih glasbenih dnevov. Kar nekaj nas je na tej strani mize, ki bomo predstavili letošnji program. Pa ne samo to, v drugem delu bo tudi otvoritev razstave, ki ste jo verjetno že pogledali, slikarja Klavdija Palčiča, dobrodošel, že drugič v Križankah, prvič na likovni koloniji, katerega leta že, kakšno leto nazaj, no. In ta razstava bo seveda odprta do otvoritve razstave letošnje, že 20. likovne kolonije Križanke po vrsti. Preden predam besedo gospodu Jerneju Weissu, ki je vodja muzikološkega simpozija, in seveda vsem sodelujočim, bi še enkrat poudaril, da se na festivalu Ljubljana zavedamo pomembnosti prireditve, kot so Slovenski glasbeni dnevi. Gre za popolnoma nekomercialno prireditev, z majhno podporo države in pa z veliko podporo mesta Ljubljana. Jaz se obema seveda zahvaljujem, tudi majhne podpore so pomembne, si bi pa seveda želeli v bodoče večje podpore države pri Slovenskih glasbenih dnevih, ki so res namenjeni tako slovenskim skladateljem kot znanstvenikom, muzikologom, glasbenikom, ustvarjalcem in poustvarjalcem. Toliko za uvod. Zdaj pa mogoče vabim k besedi, preden preidemo k samemu glasbenemu programu, dr. Jerneja Weissa, vodjo muzikološkega simpozija. Prosim. Lepa hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Morda bi lahko letos začeli tako, da smo nekje še bolj kot v preteklih letih skušali poenotiti neke programske smernice vseh koncertov tokratnega festivala in seveda jih nekje dati pod nek skupni imenovalec. In ta skupni imenovalec je vsakoletna tema Mednarodnega muzikološkega simpozija. Zdaj, k temu smo pristopili kar se da premišljeno in najprej seveda pregledali vse dosedanje usmeritve simpozija in seveda tudi seznam že izvedenih skladb, namreč hoteli smo izvesti čim več tistih novih del, pa del, ki seveda pozabljena ležijo v nekaterih glasbenih arhivih, in eno izmed teh del, ki bi ga želel tukaj na tem mestu izpostaviti, tovrstnih del, ki bo izvedeno po 90 letih od praizvedbe, je Škrjančev violinski koncert, ki bo izveden v okviru zaključnega koncerta Simfonikov RTV Slovenija. Sicer pa smo pri tokratnem izboru del gledali na čim večjo zvrstno raznolikost posameznih koncertov, tako bodo izvedena nekatera orgelska dela medvojnega repertoarja, samospevi, simfonična dela, seveda tudi godalni kvarteti. No, in nekako po četrt stoletja od zadnje obravnave tematike med obema vojnama se mi je zdelo primerno, da se znova spomnimo tega medvojnega obdobja in v okviru muzikološkega simpozija predstavimo nekatere najnovejše raziskave, najnovejše ugotovitve tega medvojnega obdobja. Zato je tema tokratnega muzikološkega simpozija nova glasba v novi Evropi med obema svetovnima vojnama. Na nek način smo tako prehiteli številne podobne dogodke, ki se bodo v Evropi zvrstili v naslednjem letu in bodo seveda zaznamovali 100-letnico konca Prve svetovne vojne. In seveda so vsi koncerti, ki bodo tokrat izvedeni, nekako vsi koncerti sledijo tovrstni tematiki. Gre za neko izjemno turbulentno obdobje
katerega imperativ je bila gotovo nova glasba, ne, ki se na Slovenskem kaže v pojavu nekaterih novih avantgard, krogov skladateljev okoli Kogoja in Ostrca in seveda tudi nekaterih drugih skladateljskih imen, ki jim bomo posvetili kar znaten del programa tokratnih kar šestih koncertov. Sicer pa bi morda želel izpostaviti še nekaj drugih stvari v okviru tokratnega muzikološkega simpozija. Letos izdajamo povsem novo publikacijo muzikološkega simpozija. Gre za publikacijo, ki bo nekje nadomestila dosedanjo simpozijsko publikacijo z imenom Studia Musicologica Labacenzia. In ta zbirka bo nekako izhajala v založništvu za založbo Univerze na Primorskem. Urednik te založbe je dr. Jonathan Winkler. Sicer pa ima zbirka zelo odmeven mednarodni uredniški odbor in še dva bolj ugledna recenzenta, zaslužnega profesorja dr. Primoža Kureta in profesor dr. Igorja Grdino. Morda bi lahko rekli, da gre za neko prvo znanstveno monografijo, ki pri nas bolj poglobljeno obravnava tematiko glasbenih migracij. Glasbenim migracijam je bil, kot veste, posvečen prejšnji muzikološki simpozij. No in uredniški odbor je nekako med več kot 30 prispevki izbral 24 tistih, ki so bili potem objavljeni. Sicer pa je ta monografija dostopna tudi že na spletu več kot mesec dni. Druga stvar, ki bi jo želel izpostaviti še v okviru muzikološkega simpozija, pa je seveda tudi zdaj že tradicionalna knjižica povzetkov muzikološkega simpozija, ki bodo predstavljeni v okviru tokratnega muzikološkega, torej povzetkov referatov, ki bodo predstavljeni v okviru tokratnega muzikološkega simpozija, in na ta način bodo seveda obiskovalci lažje izbirali med tistimi referati, ki se jim bodo zdeli seveda najbolj zanimivi. Sicer pa še beseda o samem muzikološkem simpoziju. Tudi tokrat muzikološki simpozij zaznamuje široka mednarodna udeležba. Kar 24 referentov iz 8 različnih držav bo nastopilo, med temi tudi nekatera zelo zanimiva imena, kot vabljeni govorec, oziroma keynote speaker bo nastopil profesor dr. John Tyrrell z Univerze v Cardiffu, sicer častni doktor Masarykove univerze v Brnu, ki bo spregovoril o eni izmed najpomembnejših oper medvojnega obdobja, Janačkovi Mojstrovini iz mrtvega doma. Sicer pa bo zelo zanimiv tudi ponedeljkov nabor referatov, namreč v ponedeljek bodo predstavljene nekatere najnovejše ugotovitve z področja medvojnega obdobja slovenskih raziskovalcev. Zdelo se mi je pomembno, da tudi tokrat združimo moči z nekaterimi drugimi institucijami, in tokrat smo nekako v sodelovanju povabili oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki sodeluje pri nekem raziskovalnem projektu, in izsledki tega projekta bodo predstavljeni v ponedeljkovih terminih. Toliko z moje strani, če bo pa še kakšno vprašanje, seveda sem pa na voljo. Hvala lepa, dr. Weiss. Potem bomo pa nadaljevali kar s programom, in sicer uradno otvoritev bomo imeli 17. marca, predtem še kot uvod Noč slovenskih skladateljev 16. Pa bi kar povabil k besedi dirigenta otvoritvenega koncerta, gospoda Lovrenca Arniča. Prosim. Mislim, da je treba poudariti, da je ta programska shema za moje pojme izvrstna. Tudi sam koncert, uvodni koncert, ki je sestavljen iz del 3 avtorjev,
in sicer ostrca, kogoja in žebreta, se mi zdi zelo zanimiva, glede na to, da prinaša različna stilne tehnike kompozicijske. In to je toliko bolj zanimivo, ker so to vendarle bili na nek način tudi sodobniki. Najbolj bi se, seveda, kar se kogoja tiče, je treba, bi rad poudaril tudi njegove bagatele, ki so seveda nastale v inštrumentaciji Alojza Srebotnjaka, in moja ocena je, da je Srebotnjak na nek način nadgradil te Kogojeve klavirske miniature, kakor se nahajajo v originalu. Ko sem se pogovarjal s to partituro in ko sem jo bral in študiral, sem osupnil nad tem, koliko različnih vsebin, koliko različnih razpoloženj, vzdušij, impresij, izraza je v teh kratkih, majhnih skladbicah. Inštrumentacija je narejena pravzaprav zelo premišljeno, orkestrska zasedba ni velika, vendar popolnoma čisto vse, kar je potrebno, pove in ima možnost vsesplošnega tega Kogojevega izraza. Drugačno delo je Ostrčeva Pasakalija in Koral. Tam je veliki simfonični orkester in seveda tudi stil, ki ga Ostrc tukaj se poslužuje, je čisti neoklasicističen, s tem, da je verno sledi formi Pasakalije v celotni tej zgradbi. Žebretov končertino za klavir in, lahko rečem, na nek način mali orkester, ker je razen godalnega sestava pravzaprav je samo 4 pihalci, 2 horna, zelo malo, 1 trobenta. Rekel bi rad to, da se čudim, kako to, da pianisti ne posegajo več po tem delu, kajti to je en tak biserček, pisan zelo pianistično, zelo sodobna in kompozicijska tehnika seveda verno sledi formi in obliki. Noter je pa vendarle toliko tudi tematskega bogatstva in pa izrazito pianističnega izraza, da pravzaprav res ne razumem, zakaj se pianisti slovenski predvsem seveda tako veliko tega dela abstinirajo. Jaz osebno ga nisem slišal, saj se ne spomnim, da bi bil kje na kakšnem koncertnem programu v zadnjih parih desetletjih. Ni bilo, ne, imam tukaj mojstra Lajevca, ki mi lahko to potrdi ali ovrže. In moram reči, da je to zelo poslušljiva, ena taka vedra kompozicija, ki lepo steče in ki ostane tudi v glavi. To se pravi, ko odzveni zadnji akord, v poslušalcu vsa ta tematika ostane prisotna. Pravo nasprotje temu je druga Žebretova skladba, ki nosi za moje pojme majhen čuden naslov, in sicer to je Tek. Jaz sem se dolgo časa spraševal, kdo tukaj teče in kaj ta tek pravzaprav naj bi predstavljal. Odgovor pa mi je dalo francosko poimenovanje tega dela,
ki nosi naslov Kur, Tableau Symphonique pour Grand Orchestre. V tem trenutku seveda pa postane stvar popolnoma čisto drugačna in drugače razumljena, kajti beseda kur res da pomeni lahko tek, ampak pomeni lahko še zelo, zelo veliko drugih stvari in med drugim tudi neko usmeritev, neka študija, kot nek seminar in francoska glasba 20. stoletja seveda ima zelo veliko tovrstnih kompozicij, ki imajo podoben naslov. Kur, konkur, tem de konkur, tem de kur in tako naprej. In ko potem človek vzame to partituro v roke, pa postane jasno, da je tukaj sicer po formi zelo jasno trodelna forma, A, B, C, tematsko pisana je na nek način, se spogleduje z atonalnostjo, pisana je, varira različnih tem, kontratem, potem imitacij, kanonskih oblik in vsega tega je polno noter, mogoče za trenutek na določenih mestih celo kar malo veliko, zaradi tega, ker je to potem poslušalcu zelo težko na nek način to razdeliti in sprejeti v teh različicah. Vendar je to ena stvar, ki je ravno tako redko izvajana in seveda tudi težavnostna stopnja te skladbe se mi zdi kar visoka. Zadnja skladba, to se pravi, če se pleše od Kogoja, mislim, da to ni treba preveč pripovedovati o tem, kajti to je dosti poznana zadeva. Opazil sem, da je tudi recimo tretji program, Ars program Radia Ljubljana v zadnjem času kar precejkrat imel na sporedu in je to ena taka lahkotna zadeva. V prvem delu prva točka Foxtrot, zelo razgiban, zelo sinkopiran, seveda orkestrsko zelo barvit, v drugem skoraj da bi lahko rekel malo zaide in zaplove v nekakšne male romantična vzdušja, Chopiniana, govorim o tem, zelo senzibilna zadeva. Na momente spominja, lahko bi rekel, dobi eno vzdušje, ustvarja neko vzdušje francoskega filmskega novega vala. Ustvarja vzdušje nekih impresij in tako naprej, zelo lepo. In tretja stvar je tango, zadnji del. To je ena glasba, ki je na nek način simboličen tango, da ne seveda, kajti noter je zelo veliko, tako bi rekel, jaz bi temu bolj rekel en tango makabra, težek, mračen, vendar seveda čisto kogojevski in na vsak način se mi zdi, da je to zelo eno zanimivo delo. Toliko bi zaenkrat povedal, da ne bom predolg. Hvala lepa. Hvala lepa. Seveda otvoritev z orkestrom Slovenske filharmonije v Slovenski filharmoniji 17. marca v petek ob 19:30 uri. Pozdravljam tudi šefa dirigenta, tukaj gospoda Uroša Lajovica. Nadaljujemo takoj potem v nedeljo in sicer godalni kvartet Tartini v Kopru. Z nami je gospod Romeo Drucker. Prosim, Romeo. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Sem presenečen, da je to tako lepo organizirano. In jaz sicer raje imam violino v roki, kakor mikrofon, ki povzema moje besede, raje bi igral. Ampak zato bo prišel
čas v nedeljo. Godalni kvartet Tartini letos vstopa v 34. sezono svojega delovanja. Nekega daljnega leta 1983 se je pokazala prva povezava, prvi stik z slovenskimi skladatelji, namreč ravno Ivo Petrič, tedajni umetniški vodja Slovenske filharmonije in skladatelj, seveda je dal pobudo za ustanovitev godalnega kvarteta, ki se je, lahko smo srečni in zadovoljni, obdržal do danes, ker je zelo težko, včasih je to, 4 osebe se včasih zelo težko obdrži se ta zvez skozi leta in jaz sem vsaj bil priča že vsa ta leta mnogim poskusom nastajanja nekih komornih zasedb, ki so se po 2-3 koncertih sesule. Tako da z minimalnimi spremembami in vselej v stiku z slovensko glasbeno ustvarjalnostjo je godalni kvartet priplul do današnjih dni. Tako da od tiste ustanovitve in prvih koncertov, ki se spominjam zdaj, ko gledam to dvorano, med prvimi koncerti smo ravno tukaj imeli, tam za vašimi hrbti je bil oder in smo mi sodelovali na nekem tednu beloruske glasbene umetnosti. Tako da, kar se slovenskih skladateljev tiče, smo vsa ta leta imeli, ne bom rekel tesne stike, ampak zelo pogoste, občasne, a vendarle redne. Tako da arhivsko smo posneli vrsto del, takrat smo še gospodu Loparniku šli v zbirko glasbeno vnuk in smo naredili en zelo dober pregled vsega, kar je ustvarjeno na slovenskih tleh na tem področju. Tako da mnoge skladbe so arhivsko posnete. Skrbeli smo tudi vsa ta leta, da smo, če smo le mogli, tudi v tujini prezentirali delček slovenske ustvarjalne umetnosti. Tako bi samo eno od najsvetlejših točk omenil, to je bilo leta 2004, ko smo v berlinskem koncerthausu imeli večer izključno slovenskih glasbenih del in takrat je Euroradio to prenašal v mreži, takratni, jaz niti ne vem kolikih postaj. Naslednja svetla točka v karieri godalnega kvarteta Tartini in srečanje s Slovenci je bilo cikl, kjer smo integralno izvedli vse Mozartove in vse Beethovenove kvartete, s poudarkom, da je prva skladba vedno bila neko slovensko delo, ki se je konfrontiralo s tema dvema gigantoma. In zdaj prihajamo seveda, smo zelo počaščeni in hvaležni organizatorju za vabilo, da sodelujemo v tej pomembni manifestaciji. In ponavadi mi sami zbiramo programe, sami predlagamo, tokrat smo dobili zelo prijetno domačo nalogo od gospoda Weissa in smo se soočili z štirimi markantnimi osebami, to je seveda Ostrc, Kogoj, Škrjanc in Žebre, ki so nekako sobivali v istem času in v istem prostoru, vendar saj sodeč konkretno po tem programu, ki ga mi izvajamo, si niso kaj drug po drugem zgledovali, čeprav so se drug od drugega učili, ker Žebre je bil Ostrčev študent med drugim. Isto edukacijo, vsi so naredili ta križev pot Praga-Dunaj, s tem, da je Škrjanc največjo pot naredil, ki je šel še v Pariz in Basel. Tako da neverjetna akumulacija invencije, znanja in različnih estetik, ki se bojo lahko konfrontirale na tem koncertu. To je zelo, bi rekel, ne bom rekel, lepo povedano, šolski primer, kako 4 osebnosti, ki hkrati živijo, lahko vsak vztraja pri svoji glasbeni govorici in se ne pusti drug drugega kopirati, enostavno nočejo vedeti drug za drugega. Mogoče bojo muzikologi mi tlele povedali kakšne druge argumente, ampak to mi pri izvajanju teh skladb slišimo. In vsak
ohranja svojo specifično govorico in vsak v svoji govorici ima eno specifično lepoto in smo zelo veseli, da bomo to lahko prezentirali publiki. Predstavljamo tudi, dajemo priložnost mladi slovenski sopranistki Štefici Stipančevič, ki bo izvajala 2 vokalno-inštrumentalni deli, se pravi te pesmi Kogojeve, pesmi Nostričeve. In mi je samo žal, da koncert ni v Ljubljani, ampak slišim, da bojo avtobusi prišli v Koper. Je lep prostor, akustično zelo zanimiv in hvala lepa za priložnost in se veselim srečanja v Kopru. Hvala lepa. Tudi mi upamo, da bo tako vreme kot danes. 20. v ponedeljek koncert koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev. Z nami je skladateljica Nina Šenk in Nina, prosim za predstavitev, prav tako pa tudi uvodnega koncerta v samo otvoritev slovenskih glasbenih dnevov, ki bo v četrtek Noč slovenskih skladateljev. Prosim. Lep pozdrav. Ja, preden se uradno otvorijo slovenski glasbeni dnevi, se bo Društvo slovenskih skladateljev predstavilo z Nočjo slovenskih skladateljev, na kateri bo prav v tej dvorani 10 novitet. Program je bil narejen pod umetniškim vodstvom Petra Kopača, to bo koncert 16. marca. Tako. To bojo skladbe za violino in klavir ali fagot in klavir. Izvajalce imate tudi napisane, se ne bi šlo v podrobnosti. Bolj bi se posvetila koncertu, ki sem ga umetniško oblikovala jaz, to je koncert koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev, ki bo pa 20. marca, prav tako v tej dvorani. Na sporedu so skladbe že obstoječe, skladbe starejših datumov ter tudi novitete. Začela bi morda prav za zadnjo skladbo, to je skladba Marka Tajčeviča, ki jo je za klavir, Balkanski plesi Balkanski plesi iz leta 27, ki jih je potem priredil Alojz Srebotnjak. Vse ne bo nič boljše, ker je gleda kabel. Kar nadaljujte. A me slišite dovolj? No, sej. Ja. Druga skladba, ki bi jo omenila, je skladba Uroša Rojka, 5 portretov za klarinet, violončelo in klavir. Ta skladba je morda zanimiva iz tega vidika, da je skladba iz študentskih let Uroša Rojka in bo morda zanimiva primerjava z njegovim sedanjim delom. Omenila bi eno spremembo na mesto skladbe Tošije Hosokava, kot imate napisano v programu, to je študija vertikalnega časa 1. Bomo na program uvrstili več miniatur madžarskega skladatelja Kurtaga, ki je lansko leto praznoval 100 let. Še vedno živi, še vedno v bistvu tudi dosti igra klavir, tudi s svojo ženo sta še aktivna in se mi je zdela mogoče, ker smo potrebovali zamenjavo, zanimiva možnost. On je namreč skozi leta in leta pisal zbirko kratkih, na nek način didaktičnih skladb za klavir, po drugi strani so pa to zelo tehtne miniature z naslovom Igre in bomo kot intermece med ostale že obstoječe skladbe, ki jih imate napisane na programu, uvrstili cirka 8 do 10 intermecev madžarskega skladatelja Kurtaga. 3 novitete bojo tudi na programu, to sem malo razdelila, ker nisem hotela, da so vse novitete za trio, ki nastopa, ampak smo naredili noviteto, ki je za čelo in klavir, noviteto za klarinet in klavir ter delo za trio, ki ga je napisal Nejc Bečan, bagatele za klarinet in klavir je napisal Bojan Glavina ter za duet za violončelo in klavir Blaženka Arnič Lemeš. Tako smo malo razbili program, kar se tiče inštrumentacije in tudi v nekem časovnem vidiku smo razširili skozi celotno stoletje, recimo temu. Hvala. Hvala. Se opravičujem za tale brum, zgleda, da boste morali malo pogledati tale mikrofon. No, v sredo je koncert v sodelovanju z Glasbeno matico Ljubljana in sicer v Slovenski filharmoniji Tereza Plut in Polona Gantar na orglah. Nažalost, nastopajoči sta zasedeni danes, tako da nista tukaj, ampak prav gotovo bo to izjemen koncert. Zakaj? Zato, ker so orgle v Slovenski filharmoniji mogoče manj uporabljene, kot bi lahko bile. Na
delu pa so, torej na programu so dela Blaža Arniča, Koporca, Šturma, Strmčnika, Sveteta in pa Lojzeta Lebiča. Zaključni koncert bo 23. marca v Slovenski filharmoniji s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in prosim gospoda Patrika Grebla, da ta koncert tudi predstavi. Hvala lepa za povabilo v imenu Simfoničnega orkestra, ki deluje, kot veste, v okviru glasbene produkcije RTV Slovenija in ki se pravzaprav, o katerem smo prav to dopoldne pripravljali neko statistiko, namreč v četrtek smo poklicani na zagovor ali razgovor pred Komisijo programskega sveta RTV Slovenija, na katerem bo začela teči javna razprava o razlogih oziroma predvsem o pomenu tega odličnega slovenskega glasbenega korpusa. Zato se toliko bolj veselim še ene priložnosti, pri kateri naš orkester seveda z veseljem sodeluje in tvorno sodeluje pravzaprav. To so Slovenski glasbeni dnevi in tega pomembnega koncerta, ki je tudi zaključni koncert. Tu bi se seveda rad zahvalil tudi kolegom, tako Gregorju Piršu, Mateju Venjerju in Maji Kojc, ki so sodelovali v programskem odboru letošnjih Slovenskih glasbenih dnevov. In veselim se kot berem, treh krstnih izvedb na tem koncertu, program, ki ga seveda nisem jaz oblikoval, zato tudi o tem kaj več ne bom govoril, ampak vesel sem, kot je bilo že sprva uvodoma povedano, po 90 letih krstne izvedbe Lucijana Marija Škrjanca ob dvema mladima komponistoma, med katerimi je tudi producent našega orkestra, to je Žiga Stanič. Morda bi o tem delu izval ali pa opozoril, da bo na koncertu tudi pogovor z muzikologom, doktorjem Gregorjem Pompetom, ki ga tudi pozdravljam med nami in bi mogoče o tej Škrjančevem delu programa kaj več povedal, sicer pa bo to itak na koncertu. In seveda še ena priložnost, da mladi slovenski interpreti dobijo svoj trenutek, ne bom rekel pozornosti, kajti to pozornost tako solist Žiga Brank so že dobili, mogoče Žiga Staniča si ne predstavljamo toliko več kot solista pianista, kajti je res zadnja leta predvsem posvečen producentskemu delu z orkestrom in seveda tudi komponiranju. Dirigent bo, lahko rečemo, naš stalni gost, Simon Krečič. In kot rečeno, še en koncert, ki bo dal nek smisel in bo osmislil oziroma povedal, da potrebujemo Simfonični orkester RTV Slovenija na kljub bogati beri orkestrskih ansamblov v naši deželi. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Se opravičujem, preskočil sem vmes koncert 21. v Slovenski filharmoniji in sicer koncert slovenskih samospevov. Z nami je tukaj gospa Barbara Jernečič-Frst. Lepo prosim za predstavitev. Hvala lepa. Hvala organizatorjem za povabilo. Program je nastal v bistvu na željo organizatorja, ki mi je izrazil željo za vsakega skladatelja po eno skladbo. In to mi je bilo izhodišče za nadaljevanje programa. Najbolj me je presenetil Matija Bravničar, za katerega sem poznala eno skladbo, več ne. In tudi, ko sem iskala, potem sem šla v NUK, kjer so mi pripravili vse njegove samospeve, iz katerih sem potem izbrala vse na poezijo Karla Destovnika Kajuha. Le prva skozi Gostje šel, ki je bila želja organizatorja, je na poezijo Keteja. To so skladbe seveda na partizansko poezijo.
so mi zelo blizu, ker je v glavnem dialog med sinovi in materjo, ker sem tudi sama mati sinu, lahko zelo dobro podoživim občutke in ker je ta tema še vedno aktualna, ker je še vedno toliko vojn po svetu in toliko mater, ki čaka na sinove in jih pošiljajo v boj, se mi je zdela zelo aktualna izbira in tudi teksti so zelo močni. Pavčiča sem izbrala, glede na to, da mi je organizator predlagal Gerbiča in ker sem malo pobrskala, je bil le izvajan lansko leto, najbrž je bila pomota, sem se potem odločila za Pavčiča. Je res, da Pot Kogoja še nisem videla, ker se izvajamo glavnem nova nastala dela in Lipovška, Šivica, tako da mi je bil velik izziv, študenti že delam vse te skladbe, da se majčkeno vrnem v harmonije, v lahkotnost in tudi skladbe so mi zelo všeč, tako da mislim, da bo majčkeno omililo težino programa. Tudi pri Lipovšku je bila želja melanholija, potem sem našla to zbirko njegovih zgodnjih del, kjer sva s pianistko ugotovili, da je še zelo nedolžna, hoče se umakniti od tonalnosti, vedno znova poskuša, ampak se vrne nazaj. Skladbe so popolnoma drugačne kot v kasnejših letih, kjer sem mogoče bolj doma, kjer ga bolj poznam. V program zaokroža pa Mari Kogoj, katerega celoten opus sva s prav isto pianistko Gajvo Banzinajte, ki je iz Litve, posneli pred 14 leti, tako da nama je zelo blizu. Mislim, da sem celotnega tudi predstavila že na slovenskih glasbenih dnevih, najbrž pred 13 leti. To so zelo kompleksne skladbe, izpovedne, težke, tako v vsebini besedil kot v glasbi. Pravo nasprotje temu sledijo, to so samospevi zapuščine, sledijo pri Kogoju še poslednji spevi, ki jih je tudi redigiral Jakob Jež, kjer popolnoma reducira klavir, predvsem skladba Drevo, ki jo je izvajala tudi Kathleen Berberian, soproga Berja, na kaj so bili komorni dnevi v Radencih, v Sloveniji. Tudi ona je prepoznala to odliko Kogojevo, kjer je v bistvu glas in klavir je samo še enoglasen. Te skladbe, mogoče zapis, da jo bomo slišali, ampak je zanimiva razvoj Kogoja pri samospevu, ko začne potem reducirati vso to najbrž notranji nemir, pride potem preide skoraj v nirvano, popolno čistost. In Kogoj je moj res omiljen skladatelj, kot ko ga s pianistko izvajava, se počutva res doma. Tako da mislim, da bo program zanimiv in vabljeni. Hvala lepa. Na isti dan bo tudi predstavitev nove znanstvene monografije, in sicer Sizifovsko lepo. To je portret Uroša Rojka. Z nami je dr. Leon Stefanija, prosim, avtor. Hvala lepa organizaciji za tako čast. Knjige ne bi tu predstavljal, seveda ste lepo vabljeni na predstavitev, ki je zasnovana nekoliko drugače, ne bo samo pogovor s skladateljem, ki ga verjetno vsi tule poznamo, ali pa poznate, eni po pozitivnih rečeh, drugi tudi po kakih negativnih izkušnjah ali pa kakorkoli osebno doživeto. Zdaj, kot muzikolog sem se večkrat srečal z njegovim delom že v 90-ih letih
ko je veljal za modernista, ko je veljal za zelo naprednega avtorja. In nazadnje sem se zadnja 4 leta bolj temeljito ukvarjal z njegovim opusom, pri čemer sem videl, da praktično jaz njega ne poznam. Kljub temu, da sem redno spremljal to, kar se izvaja, to, kar obstaja, sem naletel na zanimivo dejstvo, da polovice njegovih partitur sploh ni v Sloveniji. Da praktično očitno nihče niti ne pozna tega, kar ustvarja. Zato sem poskušal zbrati seveda vse stvari, ki jih je on imel na različnih koncih, zlasti po Nemčiji, in uredil to osnovno faktografijo o njem. Zdaj, tu so se pokazale stvari, ki so vsaj mene precej pritegnile po tej plati, da se je izkazal za neko precej manj jasno osebo, tako umetniško kot nekje ustvarjalno, kot sem domneval, da je. In vprašanja so se sama odpirala praktično na vse smeri. Na vse strani je bilo zelo veliko tega, kar sem domneval, da poznam in da poznam tudi odgovore, zakaj je tako, pa so se stvari pokazale za precej kompleksnejše. Knjiga ga predstavlja kot človeka, neko biografsko ozadje je pri vsem tem, potem ga predstavlja kot nekega ustvarjalca, ki razmišlja, kaj dela in pa kako dela, kako kritiki dojemajo to njegovo delo, po tretji plati pa na kakšen način komponira. In ta vprašanja so se zastavljala s tako intenziteto, da so se vse te puhlice, ki jih poznamo o skladateljih, izkazale za precej problematične. Ravno zato, ker se mi zdi, da muzikologi, sicer zelo pogosto govorimo o sodobni ustvarjalnosti, govorimo pogosto na en zelo pavšalen način in precejkrat zelo problematično. Rojka sem zato vzel kot sogovornika poleg drugih avtorjev, poleg drugih glasbenih profilov, ki bodo povedali vsak svoje strani, kako vidijo Rojkovo delo. Okroglo mizo bo vodil urednik, radijski urednik Marko Šetinc, in na njej bomo poleg seveda mene kot avtorja 2 publikacij o Rojku in samega skladatelja in klarinetista Uroša Rojka sodelovali še izvajalec, ki zelo dobro pozna njegovo delo, Luka Juhart, in pa učiteljica, osnovnošolska učiteljica, skozi roke, katere, oziroma skozi razrede, katere gre večina prebivalcev v vsaki deželi. Kako oni dojemajo njegovo glasbo in na kakšen način se srečujemo z njo v neki bolj vsakdanji situaciji, ne v tisti, kjer ponavadi hvalimo slavljenca ali pa avtorja, o katerem pišemo, ampak ker vidimo ustvarjalca skozi oči različnih profilov, ki sobivajo na enem mestu. Tako da lepo vabljeni na to predstavitev. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujemo ta prvi del novinarske konference, sedaj pa vabim, še preden bo pesnik iz Trsta Marko Kravos prebral pesmi, ki so posvečene slikarju Klavdiju Palčiču, Nelido Nemec, ki je kuratorica cikla 3 razstav, ki smo jih izvedli v 3 letih in so vedno del slovenskih glasbenih dnevov. K besedi, prosim. Hvala, direktor. Palčičeva dela spremljam desetletja in vsakič, ko razmišljam o njegovem impozantnem opusu, se me dela globoko dotaknejo, skoraj do bolečine. In pričnem razmišljati o tem, kaj mi sporočajo.
kaj je umetnik imel v mislih, ko je roka zapisovala. A potem se kaj hitro zavem, da moram najprej in predvsem odpreti svoje srce, se predati svojemu čutenju in te slike, ki skoraj vpijejo svojo barvo in obliko, najprej podoživeti in občutiti. Se jim prepustiti, predati, se potopiti vsemi čutili in prepoznati, razbrati, dojeti vse možnosti, ki nam jih nudi kompleksnost človekove percepcije in večpomenskost telesa. Saj vsa moderna zgodovina slikarstva, njegovo prizadevanje, da bi se osvobodilo iluzionizma in doseglo svoje lastne dimenzije, kot je zapisal francoski filozof Maurice Merleau-Ponty, imata metafizičen pomen. Spoštovani, slikarstvo tržaškega slikarja Klavdija Palčiča, ki je že desetletja zgovorno prepričljivo, nam to razkriva. Giblje se med čisto likovnostjo in metaforo v nenavadno zgovornem prepletu različnih likovnih tehnik in šokantnih kombinacij. Drzno, a s premislekom, med mrakobnostjo in živostjo, zadržanostjo in sproščenostjo. Ko je v 80-ih v njegov abstrahirani svet stopila ekspresivno poudarjena figura, človeška ali živalska, je razprla desetletja dolgo popotovanje po subtilnem robu čutnih zaznav in ekspresivnih vizij. Z bogastvom izrazne moči je njegova aluzija postajala vse bolj prepoznavna in to poudarjeno v delih, ko poseže tudi po grški mitologiji, ki v ustvarjalnem opusu postane pomembno, motivno izhodišče. Palčič je vizualizacijo sveta doživljal in sprejemal povsem drugače, kot smo bili vajeni. In figurativno izhodišče, ki ponuja celo paleto formalnih in vsebinskih izražanj, se razživi še žlahtneje in pristneje, še bolj šokantno in dramatično v dvojnem videnju, v abstrakciji in v figurativnosti, z barvo in risbo. Figura ostaja ekspresivna, vendar postaja vse bolj tudi simbolna. V virtuoznem risarskem zapisu zabrisana, a še vedno dovolj prepoznavna. Značilno je, da figura, njen detajl, okončine, desetletja ostajajo ukleščeni v risbi, najpogosteje črni, včasih tudi beli, ki v non finitu lebdijo v svetlem, belem, sivo-belem, rjaven, mrakobno temnem, črnem, pa tudi kričečem, modrem, zelenem in oker ozadju. Lebdeča ali skoraj leteča, nadčasna in izrazno zgovorna, med simbolom in metaforo ujeta kot središče pozornosti. Figura vzvalovi likovno polje in v razgibani postavitvi glavnega nosilca pripovedi vse do danes pritegne svojo zračnostjo in premišljeno koncentracijo barvnih akcentov. Metafora videnega in občutenega se ujame v mnogih slikah na papirju, v embalažnem kartonu, glini, bronu, na današnji naši razstavi v slikah na platnu. Spoštovani, vsako novo delo odstre umetnikov obraz. Obraz zazrt v samega sebe, v globine svoje duše, ki v umetniški avanturi išče potešitve. S hojo po robu brezmejne ustvarjalne svobode, med iluzijo in domišljijo lušči ustvarjalne plasti, ki rojevajo nova dela kot pokrajine umetnikove biti, kot odsev navezovanja na tradicijo in iskanja novih postmodernih mitologij v bogati ikonografiji, v razkošnem dojemanju prostora in časa, v dialogu dvojnosti, ki ga bogatijo originalnost in neposrednost, drznost in umirjenost, pa tudi sozvočje oblike in vsebine,
črta in barva, material in struktura. V dialogu, ki je Palčičeva dela zapisal med najboljša našega časa. Sedaj pa prosim pesnika gospoda Marka Kravosa. Mogoče bo potrebno znižati mikrofon. Ne vem, zakaj Slikar sam ne povzame besedo. Je tudi pripoveden v slikah in tudi To še pride na koncu, on bo imel besedo zadnji. Jaz želim samo njegovi razstavi, njegovim slikam nekaj dodati, kar jim manjka. In sicer, kot vidite, ni krajine, ni ambienta, ni narave, verjetno že s premislekom to napravil. Zdaj bom dodal pesem, v katerem je pogled z njegove terase na južno-zahodno stran. In tako gre ta. 14. Čeprav se zrno za zrnom osuva, zaživi vsak hip, vsak trenutek znova. Žitje se v zaliv izliva, a ta hip uživa v naročju neveste. Kaj mar tesnoba? Morje je shramba svetlobe, oko v vesolju, nepreštevna rosa. To je prva, zdaj nekaj takega. Kot vidite, večina slik je na sivem ozadju ali takem tesnobnem in ta se uglaša s to intonacijo v njegovem opusu zdajšnjem. Svet je vse nižji, daleč nekje se kadi. Vstajajo megle, so se gore sesedle. Svet je vse nižji, od tu in tam se kadi. Se zlaga prah, brli mrak čez rosno polje. Svet je vse nižji, kadi se bliže in bliže. Svet se kazi. Ne, nič ni z očmi narobe. In da ne bo tako žalostno, iz te naše primorske krajine prihaja tudi seveda kaj drugega, bolj užitnega in pitnega, in tej tekočini je seveda posvečena še tretji omaž Klavdiju Palčiču, prijatelju. Bodi mi rujno z brega, suho in zračno, bodi na prtu predano telo, mlado in staro, do zadnjega diha ognjeno, zakletov za uklet, veličastje na mizi, živo, da oživljaš, bodi, kar bodi grešno, odrešno, bodi, kar prosekar. To je tako vino zdaj, ki je pri nas v modi. Sedaj pa seveda avtor, gospod Klavdij Palčič, prosim. Ja, ko sem bil tako poklican, ne morem drugače, kot da se odzovem. Čeprav nisem nameraval govoriti danes tukaj, ampak naj seveda reče najprej hvala za besede Nelidi Nemec, za lepe besede, ki jih je povedala, prijatelju Marku za poezijo, ki je hotel pokloniti tukaj ob tej moji razstavi, in seveda še najprej hvala lepa organizatorjem, gospodu Brleku in vsej ekipi, se pravi njegovim
sodelavcem, ki so omogočili to razstavo. Jaz se tukaj pomalo čutim že nekako doma, ker sem bil tukaj že pred mnogimi leti in seveda so Križanke nekakšen pojem v slovenski zavesti, ne samo Slovencev, ki ste tukaj v tej državi, ampak tudi tistih, ki smo, kot smo včasih rekli, na drugi strani meje, ki je ni več, ne, se pravi, smo enaki, tako, brez mej, tako da so Križanke tudi naše. Tako da sem vesel, da sem tukaj, evo, to hočem povedati. Hvala lepa, da ste me povabili, sem z veseljem res tukaj. Hvala lepa, vem, da bojo kar dolgo tukaj te moje slike in upam tudi, da ni prav zadnjič, ker sem tukaj, čeprav leta bežijo, tako da me kar plaši to noro bežanje teh let, ker tega se zavem s tem, če pogledam nazaj, koliko let je od tega, kar je bila kolonija, ko sem jaz bil tukaj in kar se mi zdi tako, kot da je to bilo včeraj, v resnici je bilo pa zelo daleč nazaj, ne, tako da za naprej ne vem, kaj bi rekel, ampak upam, da bom še kdaj. Hvala lepa, želim vse najboljše za vse, kar ste našteli, kar sem poslušal, čestitam za vse, kar delate, pripravljate, čestitam vsem umetnikom, ki se ukvarjate z glasbo. Glasba je čudovita stvar, ki oživlja dušo. Tistim, ki slikamo, imamo pač drugo govorico, ampak glasba prevzame tiste, ki so verzirani v tej umetnosti, ampak tudi tiste, ki se z njo niso prav ukvarjali, ampak imajo samo ta aparat, ki pomaga, ampak imajo nekaj tudi glave in volje, da slišijo in je to strašno lepa stvar. Hvala lepa za vse, kar napravite. Hvala lepa. Tole je za vas nekaj rujnega. Hvala lepa. Vabim tudi Nelido in pa pesnika Marka Kravosa. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi vsem našim gostom, ki se jim bomo seveda še posebej zahvalili in pa tudi prisluhnili na naših prireditvah in koncertih. Če so na voljo še kakšna vprašanja, mogoče, če nismo bili dovolj izčrpni. Seveda smo vam na voljo tudi kasneje, tudi kadarkoli do slovenskih glasbenih dnev in med samim potekom. Vljudno vabljeni, akreditacije so pri Živi, Steiner. V Koper bo organiziran avtobus, tako da, če kdo želi z nami, naj se prijavi, z veseljem vas sprejmemo. Če ni vprašanj, zaključujem to novinarsko konferenco in pa otvoritev razstave, ki bo trajala, kot rečeno, do otvoritve naslednje razstave 20. likovne kolonije Križanke in vas vabim na kosilo. Hvala lepa, da ste prišli.